Ta moja odločitev za študij igre na Akademiji za gledališče, radio, film in televizija je bila na nek način zelo nenavadna. Veste, jaz sem v tistih časih, pri nas niti nismo imeli televizije. Torej, televizijo smo kupili šele leta 1980. In sicer zakaj? Prvič, zato, ker nismo imeli denarja. Namreč, da bi kupili televizijo, bi pač potem, ne bi mogli imeti, bolj potreben je bil pralni stroj, na primer, ali pa živeli smo izjemno skromno in torej ni bilo denarja za televizijo. Po drugi strani pa takrat je televizija, mislim, da šele tam nekje po 6. uri se je program predvajal in mi zvečer zato nismo imeli časa. Mi smo pač šli spat, zato ker je bilo treba zgodaj zjutraj vstati, ne. Zdaj, po drugi strani, moja mama je bila predvsem, tudi oče, sta predvsem rada poslušala radio. Zato, ker predvsem je bila televizija že takrat za te vrste ljudi zelo agresivna, ne. Moja mama ni gledala televizije, ker je rekla, da je to samo nasilje, sam seks in ne vem kaj, in je gledala samo vremensko napoved. Ona je prišla, je zaklicala, a je že vreme, in smo rekli, ja, mama, je že vreme. Ona prišla in je gledala vreme in to je bilo vse. No, potem, ko sem se pač jaz prišel ta poklic, pa moram reči, da ni gledala simpatijami, pa ne, da bi imela karkoli proti. Enostavno je to ni zanimalo, ne. Ona je bila izjemna pevka, imela je čudovit sopran in ona je pač rada poslušala glasbo, predvsem zborovsko petje ali pa tudi narodno zabavno glasbo, pa ljudsko petje. Imela je izjemen posluh, in tudi oče, in tako da sem pravzaprav bil na nek način neke vrste povsem tujek. Tudi v gledališču sem bil, verjeli ali ne, tam so se vsi držali za glavo, ko sem na sprejemni izpitu povedal, da sem bil v gledališču do vpisa na akademijo samo 2-krat. In sicer zakaj? Obakrat, enkrat je bilo to v osnovni šoli, drugič pa je bilo to, jaz sem eno leto delal poklicno šolo. In tudi takrat je bilo, vem, da smo gledali Ibi kralja v Drami SNG v Ljubljani, ampak potem pa sem hodil na neko gimnazijo, zdaj pač ne bom povedal katero, ki je bila znana po tem, da so dijaki v gledališču delali strašen kraval. Da se predstave pravzaprav igralci niso mogli igrati, in jaz sem pač rekel, zakaj pač bi to, in enostavno nisem. In ker sem bil vozač, mi je uspelo, da mi ni bilo treba hoditi v gledališče. In predvsem ta moja odločitev za to, da bi postal igralec, ni bila toliko v zvezi s tem, da bi jaz rad bil na odru ali pa da bi, ne vem, snemal filme. Jaz tega niti nisem vedel, niti nisem poznal. Predvsem je bila to moja ljubezen do poezije. Jaz sem takrat prebiral vso poezijo, ki mi je prišla pod roke, predvsem bi rekel našo moderno, Kete Murn, Cankar, seveda Prešeren, Kosovel, potem Federico Garcia Lorca v izjemnih prevodih Jožeta Udoviča, in takrat sem si izostril predvsem ta čut za poezijo. In jaz sem v tej svoji, bi rekel, mladostni naivnosti nekako mislil, da bo to šola, ki bo mene poeziji približala, da bom jaz nekje znal čutiti to, kar čuti pesnik ob tem, ko piše pesem. To je bila ena tista moja naivna želja. To, da bom zdaj jaz v javnosti, to mi je bilo v začetku eno bi rekel, izjemno veliko breme. In počasi sem se potem tudi temu privajal, da sem pač, da stojim na odru, da sem pred kamero, in torej ta temeljna odločitev za ta poklic je bila predvsem ljubezen do poezije. Jaz se pač spominjam predvsem takrat, ko se je nadaljevanka snemala, ne. V tem času je bil izjemno močen ideološki napad na to nadaljevanko, predvsem v rumenem tisku. Ve se seveda, kdo so lastniki rumenega tiska. Seveda je bila takrat konstelacija sil
na RTV-ju popolnoma drugačna. Takrat je, bi rekel, so bili takrat še zadnji kriki tega neke vrste ravnovesja. Tako da je bil tudi program še dokaj uravnotežen, dočim pa so se stvari prav v tem obdobju, po mojem mnenju že tam nekje po letu 98, začele temeljito spreminjati in danes smo pravzaprav v stanju, ko je vse, kar ni strogo ideološko enosmerno, že vse fašistično, desničarsko, ne vem kaj vse. To je bilo pač samo po sebi umevno, da nekdo, ki, jaz se politično ne opredeljujem, hočem biti, bi rekel, nekje zunaj, hočem nekje obdržati zdravo pamet, kmečko pamet, kot se temu reče, ampak je nemogoče, a veste, s tem načinom. Včasih vidim tudi, bi rekel, v teh katoliških krogih ljudje enostavno tega ne razumejo, zato ker živijo v neki vati, bi rekel, nekem mehurčku, kot zdaj ta izraz zelo popularen, podobno mislečim ljudem. Dočim tisti, ki pa se srečujemo vsak dan s tem problemom, za nas pa je situacija popolnoma drugačna. A veste, in smo spet, bi rekel, na nek način že tako kot po letu 1945. Jaz se spomnim v svojem otroštvu, nekatere teme so bile tabu teme, o teh se ni smelo govoriti. Torej, jaz se spominjam, ko sem se vpisal leta 1976 na AGRFT, mi se o tem, kdo je veren, kdo hodi v cerkev, nismo pogovarjali, ker se nismo smeli. Ne gre samo za to, da smo bili seveda predmet, bi rekel, da so se iz nas norčevali, ampak to je bilo enostavno nevarno, to je bilo tisto, kar je bilo družbeno nekorektno, kar je bilo pregrešno, kar je bilo zoper sistem, ker mi smo bili, ne vem kaj, nasprotniki sistema, izdajalci domovine in take bedarije, ne, tako da zdaj smo že blizu temu, da smo spet tam, kjer smo bili, ne. Torej, mene so odstranili maja 2015 in je že prej televizije, torej te nacionalne televizije nisem spremljal, prav zaradi te ideološke kontaminiranosti in na nek način se mi je zdelo popolnoma logično, da se razidemo, ne. Seveda so oni prvi potegnili to potezo, ker čutil sem pa že, ne, da sem jim odveč, ne. Tako da, to se pravi, to je zdaj že na obdobje 7 let, ko je dobesedno njihovega programa sploh nisem gledal. Sicer nasploh televizijo zelo malo gledam, bolj, bi rekel, se poslužujem ostalih teh tehničnih sredstev, predvsem poslušam razna predavanja preko YouTuba in pač enostavno preko interneta. To je vse narobe postavljeno, torej to je vse medijsko popolnoma dizajnirano. To je, skratka, ti mediji imajo tako moč, da enostavno mi te resnice, ki je pred našimi očmi, ne vidimo oziroma je nočemo videti, ne. A veste, to je predvsem, bi rekel, iz mojega pojmovanja filmske ali pa gledališke igre, ne. In sicer je moje pojmovanje tako imenovane igre je v tem, da človek, torej igralec, dela nič drugega, kot da sam sebe postavi v situacijo, v kateri je bil lik, ki ga igra. Konkretno Prešeren, ne. To se pravi, tam, ko sta mu umrla in Andrejček in Matiček, kot je on rekel, govorimo seveda o Matiju Čopu in pa Andreju Smoletu, sem se jaz sam v svoji duši, v svoji notranjosti srečal z izgubami meni dragih ljudi. In torej ne gre to, da bi, kot pravi nek teoretik gledališča, Grotowski, Jerzy Grotowski, izjemen poljski teoretik in praktik gledališča, da bi igralec imel neko malho zvijač in bi potem s temi operiral.
in kraljeval nad občinstvom. Ne, igralec mora biti izjemno iskren, izjemno mora biti iskren do samega sebe in ta pot do iskrenosti je zelo dolga in pa zelo mukotrpna. Ne. Jaz sem nekje, moram reči, da mi je tu zelo pomagala tudi vera. Torej, da smo mi čisti v mislih, besedah in dejanju. Torej, da je to vse eno, mi smo eno, mi nismo zdaj, torej nekaj mislimo, delamo nekaj drugega, nekaj čutimo, govorimo nekaj drugega. Ne, torej ta pot do sebe, kdo sem pravzaprav jaz, kako na neke določene stvari odreagiram, kakšen je moj odnos do sveta. To so ta temeljno vprašanje, s katerim sem se jaz ves čas srečeval. Vsak od nas je nekaj posebnega, tako nas je vse mogoče pač ustvaril, v tem je bogatstvo življenja in bogatstvo sveta. Nihče, niti dva nisva enaka. Vsak je zase, bi rekel, en svet zase. Ne? In ta pot, bi rekel, do mojega srca, do te moje notranjosti, do mojega čutenja, bila izjemno naporna, ker tu laži ni. Zanimivo je, da smo ljudje tako pač narejeni, da nas je vsemogočni tako pač ustvaril, da jaz vidim, kako publika spremlja. Ne? Publika takoj začuti, kaj je res in kaj ni res. Pa nima nekih, niti ne zna to povedati, ne zna racionalizirati. Samo enostavno to ni. Dočim, če pa so stvari, bi rekel, iskreno narejene, potem publika te stvari verjame. Treba povedati še eno stvar, ne? Da bi rekel, da se tu ne smemo slepiti, ne? Mi igralci moramo se približati in tako imenovanim pozitivnim junakom in tako imenovanim negativnim junakom. In tu bi rekel, ta naš odnos do sveta, naš odnos bi rekel, do Boga, do tisto, kar je naš ideal, to nas šele socializira. Dočim človek je pa v svoji osnovi, bi rekel, bolj mnogoplasten. In zdaj iz zgodovine človeštva vemo, da kako se lahko človek postane tudi žival. Sej te vojne so blizu ali pa ne samo vojne, iz vsakdanjih situacij včasih vidimo, kako ljudje odreagiramo. Treba je seveda vedeti in treba se je tega zavedati, da je to samo, da je neke vrste oder, bi rekel, ta prostor, kjer se te stvari lahko naredijo. Potem, ko pa nadaljujemo svoje zasebno življenje, pa teh stvari ni več. Torej, tam je dovoljeno vse, kar mora biti v neki določeni, bi rekel, predstavi, igri, filmu, ne vem kaj že, kar zahteva scenarij. In pravzaprav največji greh je tam, da mi nekega negativnega junaka olepšujemo, zato da bomo publiki bolj všeč, da nas bo publika ljubila. Ne, gre za to, da to so hudičeve ukane. Ne? Hudič zmaga takrat, ko mi mislimo, da ga ni, ko se pretvarja, da ga ni. Torej, če mi ta negativna čustva, to negativno prikažemo tako, kot je, takrat šele gledalec pride do katarze in takrat to zlo šele vidi v taki obliki, kot je zares. Ja, vsemogočni nam je dal to, kar je temelj vsakega od nas, svobodo. In mi se svobodno odločamo in zdaj, če beremo Dostojevskega, znamenit, torej bratje Karamazovi, torej znameniti pogovor med Aljošo in pa med Ivanom, kjer Dostojevski pravzaprav oziroma Ivan ugotavlja, da se ljudje svobode bojimo. Ljudje na to nismo pripravljeni in to, kar je Jezus rekel, jaz sem pot, svoboda in resnica. To je to. In seveda stvari niso enostavne. Ne? Zdaj, jaz sem imel to srečo, da so me že v začetku tepli po glavi, da sem bil že v začetku tujec,
da me niso marali, da so se iz mene norčevali, pač ker sem bil s kmetom doma. Ampak potem bil sem ne drugorazreden, ampak na nek način tretjerazreden človek. Ne? Ampak človek se potem utrdi. Na nek način se utrdi, po drugi strani pa si nekako ustvari nek vrednostni sistem, s čim se je smiselno ukvarjati in s čim, kje je popoln nesmisel, s kom se je smiselno družiti in s kom se nima smisla družiti. In jaz pač to počnem v neke, bi rekel, v neke družbe, sploh ne zahajam, nekaterih časopisov ne berem, nekaterih medijev ne spremljam in to je način, ki ga živim. Poleg tega tudi nikoli nikogar ne vsiljujem svojega mnenja. Nekatere stvari so zame moje, zasebne, intimne stvari in jih tudi vsakemu ne povem. Zdaj pa, če me vprašajo za komentarje nekaterih stvari, pa jih pač povem, ali pa tudi včasih ne. Prav danes zjutraj ne bi rad, da bi zgledalo, kot da sem zdaj neki ne vem kaj. Ne? Nisem, ne? Vsi smo grešniki in jaz še posebej zelo velik. Ne? Ampak še zmeraj vsako jutro preberem kak delček Svetega pisma. In danes sem prebral iz Markovega evangelija biserov ne mečite svinjam. Gre seveda za to, da je treba tudi v nekem določenem trenutku tudi imeti to kanček modrosti, kaj je smiselno in kaj ni smiselno. Ne? Torej, mi bomo ljudem dajali bisere, da se bodo potem obrnili proti nam in nas pomendrali. Tako kot Jezus pravi, ker ne mečite svinjam, ker se bodo obrnile in nas pomendrale. Torej, če so to njegove besede, potem je to zagotovo zelo, zelo res. In pa ne gre, tu sploh ne gre za oportunizem, ampak gre za to, da kaj je tisto, kar je produktivno in kaj je tisto, kar absolutno nima nobenega produkta, nima smisla. Enostavno nima smisla. Prepričane ljudi prepričevati nima smisla. Mi, kristjani, imamo zelo močno orožje in sicer je to molek, je to rožni venec, je to molitev in to je torej pogovor z Bogom, to je tisto, kar je najpomembnejše in to je naše največje orožje, ki je. Zdaj, kot vidimo, ne, vse te stvari niso tako brezupne, kot v ta hip izgledajo. Kajti, svet je zelo nepredvidljiv. Poglejte, zdaj, kak virus se bo še pojavil? Torej, ali bo ta civilizacija zmeraj v nekem mehkem mehurčku blagostanja, telefonov, toplih sob, sladoledov, biciklov, počitnic? Ne, jaz nisem prepričan. Kajti mi smo se od teh naravnih zakonov že tako odvrnili, da smo pravzaprav zelo deformirani in mi poznamo problem torej v Svetem pismu. Bog si ga vidi, kaj je bilo s Sodomo in Gomoro, ne? Kaj je bilo z Babilonskim stolpom. Torej ta zgodovina je, torej človeštvo ima že te izkušnje. In mogoče po mojem mnenju to, kar poslušam nekatera predavanja, izjemno bi rekel, bi tu le povedal eno ime in sicer je to profesor dr. Terzin, Tomislav Terzin. To je en sijajen znanstvenik, ki pa je globoko veren kristjan. On je globoko veren kristjan in ne grejo študentje, ne grejo ljudje na YouTube in tam poslušajo njegovo predavanje, če razumejo srbsko, bo to, torej on enostavno Sveto pismo razlaga, oziroma znanost razlaga s pomočjo Svetega pisma. Ja, saj sem že večkrat povedal, da se ne bi prav ponavljal, jaz občudujem Dostojevskega. Zame je to pisatelj vseh pisateljev in nekje sem nekoč prebral, da ko je on bil pač obsojen na to zaporno kazen v Sibiriji, da mu je nekdo, mislim, da je bila celo neka ženska, prinesla Sveto pismo. In od takrat naprej je on vsak dan prebiral
en del, en odlomek iz Svetega pisma. In če gledamo njegove romane, naprimer, mislim, Besi je iz Lukavega evangelija obsedenec v geraški deželi, kjer Jezus izžene demone, torej celo legijo demonov iz tega človeka in jim potem dopusti, da te demoni gredo v svinje in te svinje potem zbežijo oziroma pač gredo v tisto jezero in ljudje so bili popolnoma prestrašeni. Ampak kaj naredi Dostojevski, torej že koncu 19. stoletja, mislim, da je on umrl leta 1881, on natančno detektira kasnejši komunistični sistem. Uporablja celo iste izraze, centralni komite. Torej on detektira to veliko laž. Torej, veliko laž, da je ta sistem narejen za ljudi, v bistvu je bil pa narejen proti ljudem. To je bila na oblasti pač neka določena klika, ki je imela vse pravice in ona je odločala o življenju in o smrti ostalih ljudi. Brez seveda vsakršne etične predpostavke. Predvsem je bil, bi rekel, odstranjen križ. In glede na to, da tudi Dostojevski, če gledamo te njegove junake, naprimer Zločin in kazen, če gledamo brate Karamazove, torej po kakšnem močvirju ti njegovi liki blodijo, ampak potem pride do presvetljenja, srečajo se z bistvom življenja, ki je potem tudi, se pravim, v tem delu veliki inkvizitor, ker je ta znamenit pogovor med Ivanom in Aljošo, na vse te, bi rekel, zelo logično razmišljanje Ivana, kako je človek pravzaprav ena sama žival, nazadnje Aljoša nič ne reče, samo objame ga. In to je tisto, to se pravi, ta stik, ta božji stik naredi več kot pa, bi rekel, cele razprave, cele ekspertize, celo ne vem kaj vse, in stvari so včasih zelo enostavne, veliko bolj enostavne, kot pa jih si mi predstavljamo, in tudi sami vemo, zdaj ko smo že nekoliko starejši, da na svet gledamo popolnoma drugače kot v teh mladih letih in da smo si ta repertoar nujnih stvari, ki jih potrebujemo v življenju, skrčili skoraj da že na minimum. Vse te stvari, ki so nas nekoč zanimale, vidimo, da so zelo enostavne. In seveda pismo je knjig, ker je zame tudi čisto praktično vir modrosti. Jaz sem potem svojim prijateljem, ateistom rekel, pa ljudje božji, če ne verujete v Boga, vzemite evangelije in jih berite, ker to je praktični napotek za življenje. Ne sodite, da ne boste sojeni. Kdor vzame meč, bo z mečem pokončan. In to so življenjske resnice, ki se zmeraj potem izkazujejo kot resnične. Ali pa, ko Jezus pravi, če boste dobili to, kar želite. Kateri oče bo dal sinu namesto škorpijona jajce ali kačo namesto ribe? Prosite in se vam bo dalo, trkajte in se vam bo odprlo. To so enostavno življenjske resnice, to ni zdaj neki bla bla. O tam nekje. To niso pravljice, o katerih oni govorijo. To je resnica sveta. Ja, se teh stvari je več. Veste, prej smo govorili na začetku o tej veliki prevari, ki se dogaja. Bi rekel, te dokazi so povsod. Sveti Miklavž brez svetega Miklavža. Torej, samo tam neka procesija, nekih parkljev, ki nekaj ropotajo, sveti Miklavž brez, bi rekel, vsakih
znakov krščanstva, potem zdaj, kot smo videli, da stvari niso tako enostavne, ne, da je celo z Evropske komisije prišla želja, da se Božič ne bi preveč, no, mi, ki smo živeli po letu 45, vemo, kako je bilo takrat, ne, ampak to so te, bi rekel, te perfidne zadeve, kako to čim bolj izbrisati. Ja, Božič, ampak samo kot praznovanje, ne vem kaj. Samo imeti se fajn, nič pa, bi rekel, tega, kar je pa bistvo Božiča, ne? Ali tudi velike noči. Ne? Ampak jaz mislim, da je tu problem tudi, bi rekel, da je to naše središčna točka iskanja je vendarle samo Bog. Ne? Torej, Sveta Trojica. Zraven je pa seveda ogromno primesi, ki jih je potem, bi rekel, cerkev kot inštitucija skozi stoletja navlekla, ne, tudi neke zelo, zelo nepotrebne stvari, oziroma zelo zavajajoče stvari. Jaz se spominjam, bi rekel, kot mladostnik, ko sem imel te pogovore z mojo mamo, ne, ki me je obteževala, da sem heretik, zato ker sem pač neki ne vem kaj. Ne. No in ampak seveda vera moje mame je bila iskrena, zelo iskrena. To je bila ta ljudska vera, ne, in blagor ubogim na duhu, ne, zakaj njih je nebeško kraljestvo. Ampak vendarle ne vidim, ne, kako pravzaprav so nam bolj bi rekel, zavezujoče neke navade, ali pa bi rekel neke čaščenje nekih, ne vem, izmišljenih zadev, kot pa bi rekel to, iskanje ali hoja za Kristusom. Ne. Glede na to, na prejšnje čase, da je neke vrste, recimo temu skoraj da poplava nekih bibličnih ali pa celo verskih predstav v ateističnih gledališčih. Pa je škofjeloški pasijon, pa je Sveto pismo, oziroma Biblija, zdaj celo slišim, da bo Frančišek Asiški, ampak to so ljudje, ki z vero nimajo absolutno nobene zveze. In to je to, kar je to, bi rekel, ta želja, ne? Bog brez Boga, ne? Vzamem samo tisto, kar mi paše, vse ostalo pa je to poveličevanje svobode, ki je popolnoma, prihajamo z nasprotne strani, torej, ko človekova svoboda postane nesvoboda za nekoga drugega. Ne. Še celo Sartre, ki je bil ateist, pa nočem biti zdaj nič pameten, ampak ker sem pač Sartre, enkrat tudi smo delali, ne, on pravi, meja moje svobode je meja svobode nekoga drugega. Ne. In ne, to, kar hočete, da ljudje vam naredijo, vi drugim naredite, ali pa kar nočete, da bi drugi vam naredili, vi drugim ne naredite. To je zelo enostavno. Ne. Jezus je to združil v cel bistvo sveta je v enem stavku. Ne. Če mi gledamo z enega zelo fizikalnega stališča, to se pravi, če človeško življenje nič ni vredno, to se pravi, da je tako imenovana pravica, da mi lahko ubijamo nerojene in da ubijamo tiste, ki niso več produktivni, to se pravi tiste, s katerimi imamo same probleme, a ne, denarne, finančne, ne vem kaj, stari ljudje so zoprni, smrdijo, ne vem kaj še vse, ne, jih je treba odstraniti, ne, to se pravi in bi rekel, noben modrec, niti nimam, bi rekel, danosti uvida, ampak iz neke čiste logike razmišljam pač na ta način, da je to konec in da bodo preživele tiste kulture, kjer je ta tradicija izjemno močno zakoreninjena. Ne. Zato je islam tako močen, zato je, bi rekel, ta judovska, zato so Judje tako močni, zato ker ta fundament ostaja. Zahodna civilizacija pa, zahodni svet pa je šel po popolnoma napačni poti v iskanju nekih človekovih pravic. Oprostite, to, da jaz vas ubijem, a to je zdaj človekova pravica, zato ker mi pač, ne vem, vaša načela mi niso všeč, ne vem, kaj mi ni všeč pri vas,
in jaz sem pač del neke politične skupine, ki ima pravico nekoga likvidirati. In to je Slovenija od leta 1945, oziroma že odprej, od leta 1941 tradicija. Zato je danes smrt temu, smrt unemu, smrt ne vem komu. Se je še, oprostite prosim, Edvard Kocbek je celo si lastil pravico, da neka politična opcija, v tem primeru, torej leta 1941 je bila to komunistična partija, da ima zaradi svojega programa pravico fizično odstraniti tiste, ki mislijo drugače. No, to je zdaj to. Torej, demokracija je samo za tiste, ki mislijo tako, kot bi rekel centralni komite. Jaz se še spominjam predavanja doktorja Stresa na Radiu Ognjišče, ko je bila sprejeta Evropska ustava in kjer je bilo v tej ustavi črtano, da je Evropa dedič krščansko-judovske tradicije in iz Evropske ustave je bila črtana beseda Bog. In te stvari se zmeraj dogajajo na simbolni ravni. Torej, preko simbola mi uničimo bistvo. Zakaj zdaj vidimo v tej novejši slovenski zgodovini, da razni, bi rekel tisti, ki nam meglijo pamet, gredo na Triglav in tam mahajo z nekimi zastavami? Zato, ker je Triglav simbol slovenstva. Zakaj je tak napad na te temeljne vrednote? Že ta banalnost zdaj, da se narodno-zabavna glasba enači s fašizmom. Pa kaj ima narodno-zabavna glasba zveze s fašizmom? To se pravi, vsa narodno-zabavna glasba, ne vem, srbska, hrvaška, islamska, ne vem kaj, je zdaj fašistična. Zato, ker nek profesor pač enostavno nekaterih stvari ne mara. Veste, tu je tudi problem, da vsi imenovani izobraženi ljudje, da jim manjka modrosti, predvsem pa strpnosti. In to je, mi živimo v dobi velike prevare, ampak prevara pisano z veliko in vsaka črka je pisana z veliko. Torej, to je največje obdobje prevare, ko pravzaprav mi sami sebi žagamo vejo, na kateri sedimo, in seveda te stvari niso naključne, ker ne bi se zdaj spuščal neke teorije zarote, ampak nekatere stvari so zdaj že tako popolnoma jasne, da se ve in se tudi že jasno ve, da so pač določeni centri, svetovni centri moči, ki so lastniki medijev, ki cenzurirajo in družbena omrežja, in televizijske programe, in časopisi, in obstaja samo ena resnica. Obstaja samo ena resnica in kdor je pač proti, enostavno, pogledajte, kaj se dogaja v Ameriki. Ljudje, ki presegajo neke tradicionalne vrednote, enostavno ne dobijo službe. Ne morejo študirati. Ne vem, kaj vse, To ni nobena svoboda, to je, bi rekel, to je en, mislim, da je človeštvo spet zašlo v neko obdobje, kjer bo potrebno očiščenje, in to bo naredil tisti, ki je nad nami. In jaz se spominjam pokojnega mojega prijatelja, velikega prijatelja Janeza Bitenca. Vi zagotovo veste, kdo je Janez Bitenc. In Janez je v tem svojem, bi rekel, zelo bogatem jeziku in pa zelo neposrednem mi enkrat rekel, veš, je rekel, Pavle, največja vosla sva midva, ki se boriva proti temu. Pravi, nima smisla, prišel bo plaz in bo vse odnesel in bo zraslo nekaj novega. In jaz tudi to mislim. To je dejansko, ne bi rekel začetek konca, ampak mi smo že zelo daleč. Ja, kot vsako leto delavno, in sicer me še zmeraj vabijo, ker sem zelo vesel, na prireditve. Zelo sem vesel, da je v zavesti slovenskega človeka Prešern zapisan z zlatimi črkami, in 7. zvečer bom v Cerknici, v kulturnem domu,
kjer bo Prešernova proslava. 8. torej na sam praznik, pa bi moral biti na neki slovesnosti tako imenovanega projekta Rastoče knjige v ljubljanskem Navju, ampak je ta slovesnost odpadla zaradi, bi rekel, zdravstvenih razmer, takih kot so, tako da bom ta dan snemal diplomsko nalogo izjemno talentiranega mladega režiserja Juša Hrastnika, ker smo takrat pač vsi prosti, namreč tudi nam nagaja virus in potem iščemo te termine, ko se nekako lahko vsi dobimo. In sicer gre za Cankarjeve romantične duše. Ta poklic na nek način mi je utrdil kožo v tem smislu, bi rekel, da če je mnenje o meni, bi rekel, kak je stvar izjemno pozitivno ali izjemno negativno, meni gre to skozi ušesa, veš. Zato, ker rečem pač, kot je rekel Shakespeare, svet ni tak, kot je sam po sebi, ampak tako, kot ga mi vidimo, ne. Tako da vsak to po svoje vidi in enostavno s tem se ne smeš obremenjevati, veš, in je pač. Amen. Amen. Poklone.